Živjo, jaz sem Jurij Gostiša in prihajam iz ekipe KABUM iz laboratorija za vodne in turbinske stroje s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Vodja ekipe je profesor Matevž Dular, prejemnik ERC granta za bazične raziskave na področju kavitacije za čiščenje odpadnih voda. Potem so pa tukaj še dr. Martin Petkovšek, ki je specializiran za področje eksperimentalnega modeliranja, bolj erozije in pa termičnih učinkov. Potem je tukaj dr. Mojca Zupanc, raziskovalka za področje kemijskih učinkov kavitacije, in dr. Tadej Stepišnik, ki trenutno za tim dela iz Grčije. Je pa prav tako doktoriral na področju uporabe kavitacije v skupini KABUM in se potem svoje izobraževanje nadaljeval v okviru pospešenega MyLean MBA programa v smeri Renewable Energy, Green Building, Entrepreneurship in v tej smeri. Kaplevino lahko zavremo oziroma jo uparimo s tem, da jo zavremo, se pravi dvignemo temperaturo, lahko pa tudi tako, da izpustimo tlak po tlaku parjenja. In prav temu zadnjemu lahko v nekih posebnih primerih rečemo tudi kavitacija. Za pojav kavitacije so zelo značilni kavitacijski mehurčki, ki nastanejo ob lokalnem padcu tlaka v kaplevini pod tlaku parjenja, in za te mehurčke je značilno, da zelo hitro rastejo in potem v neki točki implodirajo. In pri tej imploziji pride do pojava visokih temperatur, visokih tlakov in s tem povezanih kavitacijskih učinkov. Člani naše raziskovalne skupine so v preteklosti raziskovali problematiko kavitacije turbinskih strojev in s tem povezano kavitacijsko erozijo. In na tej točki so nekako prišli na idejo, kako bi pa mi te efekte kavitacije, se pravi kavitacijo, ki lahko poje kovino oziroma erodira celo kovino, uporabili za uničevanje virusov, bakterij, zmanjševanje delcev in pač nekako na splošno uporabo v procesiranju odpadne vode. Unikatno za kavitacijo na področju procesiranja odpadne vode je to, da ne potrebujemo oziroma da ni potrebno dodati nobene druge kemijske substance, pri temer, se pravi pri procesiranju, ne nastajajo nobeni sekundarni polutanti. Pri kolapsu tega kavitacijskega mehurčka pride namreč do pojava visokega tlaka in temperature in s tem povezane homolize vode, pri kateri nastane hidroksidni prikaz z visokim oksidacijskim potencialom. Zaradi tega uvrščamo kavitacijo med napredne oksidacijske postopke in ker pri tem pač ni potrebno dodati nobene dodatne kemijske substance, jo lahko imenujemo tudi zelena oksidacija. Tehnologijo je možno vgraditi na poljubno mesto v procesu, kjer ima uporabnik neko težavo, ki je s konvencionalnim postopkom ne more odpraviti. To našo napravo znamo skalirati, se pravi povečati ali zmanjšati, recimo od nekaj mililitrov pa do nekaj 100 kubičnih metrov. Napravo lahko poljubno izklopimo in pač s tem deluje samo takrat, ko je res potrebno, in za obratovanje potrebuje zgolj električno energijo. Na področju kavitacije se je v zadnjih letih zgodil kar velik preskok pri uporabi, in sicer v preteklosti je imela kavitacija zgolj tako negativno konotacijo zaradi pojava kavitacijske erozije. To je pojav, do katerega pride pogosto na turbinskih strojih v kaplevinah, se pravi tipa ladijski vijaki, vodne črpalke, vodne turbine, in kavitacija tam erodira rotor, se pravi poje ta kovinski element. Sedaj nedavno so se pa znanstveniki po celem svetu nekako poskušali implementirati oziroma uporabiti ta proces za doseganje nekega pozitivnega cilja, in sicer mislim, da se bo to v naslednjih 10 letih močno razširilo po celem kemijskem, farmacevtskem
Mogoče tudi v industriji prehrambene, se pravi v procesni prehrambeni industriji in tudi ostalih industrijskih segmentih, ki se ukvarjajo s procesiranjem kapljevin. Ja, zagnane, sposobne oziroma strokovno dobro podkovane ter timske playerje. Ja, sebe vidim kot nek povezovalni člen med dvema bregoma, in sicer med enim bregom bazične znanosti in na drugi strani med aplikativno uporabo na industrijski ravni. Ja, od začetka oziroma od svoje prve zaposlitve na fakulteti za strojništvo delam predvsem na industrijskih projektih, se pravi na projektih za industrijske partnerje, pri čemer sem se že večkrat znašel v vlogi tega povezovalca znanosti in industrije. Že dalj časa pa delam tudi na področju live TV produkcije, kjer sem se izuril v delu pod pritiskom, nekemu hitremu odzivanju. In že kar nekaj časa tudi izvajam različne projekte za industrijo, kjer sem se naučil te komunikacije z industrijskimi partnerji oziroma z ljudmi iz industrijskega okolja. Vas zanima zelena tehnologija? Pridružite se nam, da s kavitacijskimi mehurčki prodremo na trg.